Spoštovani gospodje, spoštovani predstavniki medijev, vsi prav lepo pozdravljeni na današnji tiskovni konferenci Naš Škofija Ljubljana. Naši sredi prav lepo pozdravljam novo imenovanega nadškofa metropolita, patra Stana Prezbeta, ki ga je papež Frančišek preteklo soboto na praznik svetega Frančiška Asiškega imenoval za ljubljanskega nadškofa. Prav tako naši sredi lepo pozdravljam ljubljanskega pomočnega škofa, monsinjorja dr. Antona Jamnika, kot tudi pooblaščenica apostolskega administratorja prelata Antona Marka. Že na samem uvodu v našo tiskovno konferenco želim seznaniti z informacijo, da bo škofovsko posvečenje patra Stane Prezoreta v nedeljo 23. novembra ob 15. uri v ljubljanski stolici. Na posvečenje ste že danes prav povabljeni pri predstavniki medijev. Današnja tiskovna konferenca bo sestavljena iz 3 delov. V prvem delu bo gospod nadškof predstavil svojo poslanje, svoje sporočilo za javnost. Nato bo sledil pozdrav monsinjorja dr. Antona Jamnika v imenu Naše Škofije Ljubljana. V tretjem delu pa boste imeli predstavniki medijev možnost zastaviti svoje vprašanja novo imenovanemu nadškofu. Sedaj vabim gospoda nadškofa, patra Stane Prezoreta, da najprej predstavi svojo poslanico. Lepo tudi v svojem imenu pozdravljam vse vas. Najprej gotovo tukaj zraven mene, pomožnega škofa Antona Jamnika in pa generalnega vikarja Antona Marka. In naj vam povem, da sem prvi vtis pred leti sem bil enkrat na Triglavu in je bila nevihta. Ampak tiste bil mačje kače, kar se je tam god bliskalo po odjavi s tem, kar se je samo prišel. Tako da vedno se človek kaj novega nauči in doživi. Ko je med nas prišel novi prevod Svetega pisma, ki ga imenujejo slovenski standardni prevod, sem v prevoških knjigah zasledil izraz "Zgodila se mi je Gospodova beseda". In ko sem ta izraz prvič prebral, na ta način prevedeno misel, me je presenetil, me je zbodel. Prej smo bili navajeni slišati, prišla mi je Gospodova beseda, prišla mi je Božja beseda. No, potem sem počasi začel razumevati, da se Božja beseda in Božja volja dejansko v človekovem življenju zgodi. Ob imenovanju za ljubljanskega nadškofa sem začel to besedno zvezo razumevati še globlje in tudi veliko bolj osebno. Imenovanje se je zgodilo na praznik svetega Frančiška Asiškega, našega redovnega ustanovitelja, ki je imel željo ne le prenoviti cerkev po Božjem naročilu, ampak najprej živeti sveti evangelij našega Gospoda Jezusa Kristusa v cerkvi. Potem je vsa skrivnost njegovega življenja in njegovega nepojmljivega vpliva na sodobnike in na vse kasnejše generacije hristijanov. Razlogi, zakaj se je papež Frančišek odločil, da me imenuje za ljubljanskega nadškofa, ne razglabljam in ne nameravam iskati. Gospodu Nunciju, ki je v papeževem imenu vodil posvetovanja in poizvedovanja, sem povedal vse svoje pomisleke, sem razumel vse svoje slabosti. In ker se to ni zadostovalo, da bi Nuncij odstopil od papeževega sklepa, sem omenjeno odločitev duhu pokorščine sprejel kot služenje Kristusu in njegovemu evangeliju v cerkvi in v vsakem človeku. Evangelska ljubezen je bila in je izraz Božje bližine s človekom, ki se ne ustavi pri naših preračunavanjih, kompromisih, zavrnitvah, ampak gre do konca, gre do križa in gre tudi do vstajenja. Ljubezen ne pozna meja, vedno potrebuje konkretnost, tako kakor je Jezus deloval
in umrl v konkretnih življenjskih okoliščinah. In to konkretnost nam v različnih življenjskih okoliščinah zagotavlja Cerkev, ki je občestvo verujočih v Kristusa. Pot Cerkve pa je človek, ne kot proizvajalec, ne kot potrošnik, ampak človek, ki je upodobljen po Bogu, ki v sebi nosi Božjo podobo in je zato nosilec nepopravljivega dostojanstva, ki mu ga nihče ne sme zanikati in še manj odvzeti. Želim si, da bi kot ljubljanski nadškof z vsemi kristjani in z vsemi ljudmi dobre volje ustvarjal primerne okoliščine, v katerih bi vsi in brez razlike z veseljem živeli svoje človeško dostojanstvo in vse svoje sposobnosti in moči usmerili v prizadevanje za mir, medsebojno razumevanje in skupno dobro. V združevanju naših moči vidim najboljše gotovilo, da v našem času in v tem prostoru oblikujemo ustrezne okoliščine za mirno in spoštljivo sobivanje vseh ljudi v ljubljanski nadškofiji in tudi v vsej naši državi. Papežu Frančišku se zahvaljujem za imenovanje, pod katerim čutim zelo veliko odgovornost. Vse duhovnike, redovnice, vse katoličane in vse kristjane, pa tudi vse ljudi dobre volje vabim, da skupaj ustvarimo prostor sožitja, dialoga in medsebojnega spoštovanja v dobro vseh, zlasti najbolj ogroženih, ubogih in trpečih. Vsem omenjenim se zahvaljujem za voščila in čestitke ob imenovanju, na poseben način izrekam zahvalo za dobro željo vsem sobratom škofom, predsedniku republike, predsedniku državnega zbora in predsedniku vlade. Duhovnike, redovnike in redovnice prosim, da mi stojijo ob strani z molitvijo. Zahvaljujem se jim za njihovo delo v cerkvi in za pričevanje življenja. Močno se naslanjam na njihovo sodelovanje in pomoč. V sodelovanju povabim tudi vas, ki delate v medijih, kajti z vašo pomočjo in sodelovanjem lahko ta prostor prinesemo več optimizma, več veselja, več pristnega zadovoljstva. Dejansko lahko vsi skupaj služimo človeku.